Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 1. oktober 2025. Moje ime je Mihe Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Začenja se novo študijsko leto. Kaj nam je v študentskem življenju v Mariboru povedala najboljša mariborska študentka preteklega študijskega leta? Na CSD Maribor so za dolgotrajno oskrbo na domu prejeli že 740 vlog, večinoma upravičenih, a pomoči še vsaj mesec ne bo. V Ljudski vrt naj bi danes prispel novi trener Maribora Fejđa Dudić. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Danes se je začelo novo študijsko leto. Za zdaj je po ocenah pristojnega ministrstva na visokošolske zavode vpisanih okoli 64.840 študentk in študentov, od tega okoli 15.400 brucev, a bodo končne številke znane šele konec oktobra. Brucem bodo posebne dobrodošlice v akademski svet pripravili vodstva univerz in študentske organizacije. Minister za visokošolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je v poslanici pred novim študijskim letom vsem študentkam in študentom ter zaposlenim na visokošolskih zavodih zaželel, da skupaj soustvarjajo družbo, utemeljeno na znanju, raziskovanju, ustvarjalnosti, kritični misli in sodelovanju. Vsem pa naj bo skupno, da boste radovedni, zastavljate vprašanja, iščete odgovore nanje in jih kritično presojate, je pozval minister. Na dan, ko se začenja novo študijsko leto, v Večeru objavljamo intervju z najboljšo študentko Univerze v Mariboru za preteklo študijsko leto. Pia Žula je podiplomski študij na Filozofski fakulteti zaključila s povprečjem 10. Bila je avtorica različnih strokovnih člankov, soavtorica znanstvenega članka, sodelovala je v več raziskovalnih projektih. Da je bila demonstratorka in koordinatorica tutorske ekipe na Filozofski fakulteti Maribor ter sodelovala v organih in komisijah tako na ravni fakultete kot univerze, so še pojasnili na razglasitvi najboljših študentk in študentov. Zdaj že nekdanja študentka slovenščine in umetnostne zgodovine je zaposlena v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer je svetovalka in predstavnica za stike z javnostmi in promocijo. Srečali smo se v kavarni Teta Fride na Limbuškem nabrežju, v naravi, kamor se rada odpravi na sprehod s svojim avstralskim ovčarjem, ki je prav tako dober šolar, kakor lastnica, smo lahko izvedeli. Z njim Žula trenira tudi pašnjo ovc. V intervjuju lahko preberete, kaj je Pia Žula povedala o njenem študijskem uspehu, o obštudijskih dejavnostih, pa delu v Univerzitetni knjižnici Maribor ter v študentskem življenju v Mariboru. Jaz si želim čim več priložnosti za študenta še prihodnje, da jih bo Maribor kot študentsko mesto še bolj pritegnil. Meni se zdi, da je tu res super, da je kot mesto, recimo študentov, sploh ta kampus, kjer sem študirala, da ti v bistvu ponuja vse, kar rabiš, res je perfektno. Je povedala med drugim. Centri za socialno delo na vstopnih točkah za pravico do dolgotrajne oskrbe na domu vloge sprejemajo že od 1. junija, a se pri implementaciji sistema še zmeraj zatika. Čeprav je bilo napovedano, da bo sistem deloval septembra, še zmeraj ni vzpostavljen informacijski sistem, s katerim bi lahko CSD-ji odločbe izdali. Kot pojasnjuje Suzana Vuletič, svetovalka za dolgotrajno oskrbo CSD Spodnje Podravje, je postopek pridobivanja podatkov dolgotrajen, saj svetovalke podatkov o izpolnjevanju osnovnih pogojev za pridobitev pravice do dolgotrajne oskrbe ne prejemajo preko informacijskega sistema, ampak morajo za podatke zaprositi pri različnih ustanovah. Čeprav naj bi prve odločbe izdali do konca prihodnjega tedna, pa to še ne pomeni, da bo pomoč dan po njegovi izdaji tudi dostopna. Kot je Barbara Bradač izvedela neuradno, naj bi do takrat minil še vsaj mesec dni. Se pa v Centru za pomoč na domu Maribor bojijo, da bi se lahko zataknilo tudi pri izvajanju storitve. Za njeno nemoteno delovanje bi namreč potrebovali kar okrog 200 dodatnih zaposlitev. Tokratni del nadaljevanke Maribor išče trenerja naj bi se bližal koncu, saj po informacijah iz Bosne in Hercegovine. Kot je objavil portal Sport, Fejđo Dudića od sklenitve dogovora s 16-kratnimi slovenskimi prvaki ločijo le še malenkosti. Portal Ekipa 24 pa je sinoči objavil, da bo trener iz Bosne in Hercegovine vodil že današnji popoldanski trening pod Kalvarijo.
Feđa Dudić, ki je trenersko kariero začel v klubu Gabela, obih pa vodil še Veleš iz Mostarja in Sarajevo, je zadnji 2 sezoni prebil v Srbiji, kjer je pustil zelo dober vtis. Radnički iz Kragujevca je prvič v več kot 100-letni zgodovini kluba odpeljal v evropske kvalifikacije, letos avgusta pa odstopil, potem ko je njegovo moštvo v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločil Klaksvik s Ferskih otokov. Na uradno potrditev sicer še čakamo, je pa jasno, da bo novega šefa stroke v Ljudskem vrtu pričakalo precej težav in dela. Pa če bo to Dudić, Igor Duljaj, ki je po odhodu Radomirja Đalovića veljal za prvega favorita za vročo klop in se v Carigradu že sestal s prvim možem NK Maribor Adžunom Ilidžalijem, ali pa če bo na poziciji ostal Radovan Karanović, že drugič v tej sezoni začasni trener prvega moštva. Diagnoze, kaj gre narobe vijoličastim v tej sezoni, so že postavljene, igralci in dosedanji trenerji so poskrbeli za njih. Kakšni izzivi torej čakajo novega vodjo slačilnice? O tem se je danes v Večeru razpisal urednik športa Marko Kovačević. Naštejmo jih: nepovezanost moštva, taktična nedisciplina, odnos igralcev do kluba, veliko število nogometašev s statusom tujca, ko bodo v polni pripravljenosti vsi nogometaši, in težave s hierarhijo. Podrobnosti torej najdete v Večeru in na večer.com, kjer bomo seveda danes podrobno spremljali, kako se bodo odvile stvari v Ljudskem vrtu. To je bil Večer zjutraj 1. oktobra 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.